V sklopu letošnjih geodetskih dni, ki so se odvili v Dolenjskih Toplicah, so na ogled postavili razstavo novomeškega fotografa, sicer tudi geodeta Boštjana Puclja z naslovom Portret geodeta. Na fotografijah so namreč njegovi kolegi geodeti. So pa portreti izven njihove strokovne dejavnosti, to pomeni, da so ob službeni dejavnosti, kot so kakšni hobiji, kakšna opravila, vsakdanji način življenja, pač njihovi, skriti kotički, ki se skrijejo. Čeprav je že velikokrat razstavljal, tako samostojno kot na skupinskih razstavah, je to njegova prva, usmerjena tako ozko-stanovsko. Na portretih so strokovnjaki iz jugovzhodne regije. Gledal sem na to, da se stvari mogoče ne bi podvajale, da bi vsak pač neko svojo dejavnost predstavljal. Tako srečamo vse od športnih do kulturnih, do predvsem prostih opravil domačih. Tako da nekako stvari, ko jih že delam pač v teh serijah Portret Dolenjske, sem probal nekako zaviti v to smer te portrete. Najbolj pomembno je, da ti človek, ko ga fotografiraš, zaupa. Sicer težko narediš dober posnetek, pravi Pucelj. In če se človek noče fotografirati, ga v to ne silim, ker vem, da fotografija ne bo dobra, dodaja. Dejansko so te portreti vsi pozirani. To pomeni, da človek je vedel, da ga bom fotografiral. Tudi na meni je bil tudi narejeno tudi na neko kamero, ker tudi ne omogoča glih neke lovljenje nekih trenutkov. In čeprav njegovi portretiranci poziranja niso vajeni, večjih težav ni imel. Ja, ampak glih tle se mi zdi prednost, ker se mi zdi večja vloga, da če mi oni zaupajo, da jim jaz povem kako pa kaj, bom veliko lažje in pod moje pojme veliko boljši portret naredil, ker če nekdo mi rekel pozira v smislu kot nekih manekenk oziroma ker so vajeni tega, ker danes hočem to pristno življenjsko situacijo narediti z njimi, ker vem, da niso vajeni, mi je to toliko bolj všeč, ker jih hočem tudi na tak način portretirati. Na razstavi so bili predstavljeni vsi, ki jih je fotografiral. Bi želel, da bi jih še več naredil. Imam še spisek, ki jih je skoraj okoli 20, ki bi želel, da bi čim več. Mislim, si želim, da si zmeraj pokrijem celotno maratonsko polje, da naredim vse, kar se da, ampak nikoli ni možno, ampak bom pa še nadaljeval, tako da bi mogoče kasneje ratala neka manjša knjigca. Pri fotografiranju so pomembna izobraževanja, še bolj pa trening, torej nenehno fotografiranje. Le tako lahko dobro uskladiš teorijo in prakso. Te fotografije se nastavljajo na nek starejši fotoaparat, delane še na film, medtem ko druga serija delam izključno recimo na digitalni, recimo nekaj tudi na telefon, odvisno kaj hočem s tem povzročiti, oziroma kaj mi nek fotoaparat je kot neko orodje, tako da ima vse svoje prednosti in slabosti, tako da ta fotoaparat mi oglih to omogoča, da mi ljudje bolj poslušajo. Če bi naredil z digitalnim fotoaparatom, bi vsak hotel hitro pogledati fotografijo in bi hitro podrl to atmosfero, ki sem jo naredil. Pucelj je sicer kot fotograf zelo dejaven na Dolenjskem, pa tudi v Beli krajini. Ampak probam iz tega področja črpati neke ideje, zgodbe, ker jih potem lahko zavijamo neke serije. Želim si delati manjše knjigce, zvezke, ker razstava sicer vidi določen krog ljudi, ampak če imaš pa neko publikacijo, pa veliko lažje recimo se pogovarjati recimo z drugimi kolegi. Ne vem, dejansko se mi zdi bolj, sama moja fotografija bolj vidim v knjižni obliki, kot v recimo neki razstavni. A vsako področje spremlja posebna energija. In čeprav je Pucelj izkušen fotograf, se vedno znova sprašuje, kaj mu fotografija pomeni. Bolj kot ne, mi pomeni neko raziskovanje, nek čas, ki ga lahko ustaviš, pa se pogledaš in vidiš, kje smo, kam gremo, kako nam je. Ne vem, nisem še našel pravega odgovora. Vsak projekt mi da neko novo spoznanje,